Naša policista, ki jutri odhajata na opazovalno misijo v Gruzijo, sta bila izbrana v skladu z zakonom o napotitvah javnih uslužbencev na delo v mednarodne organizacije in civilne misije na notranji objavi in pa izbrana in potrjena tudi v Sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju. Kot rečeno, misija v Gruziji že poteka. Opazovalci so nameščeni v opazovalnicah širom Gruzije, od česar na vsaki opazovalnici dela približno 20 mednarodnih policistov, ki se potem menjajo v službah, v glavnem gre za naloge patruljiranja. Po do sedaj znanih podatkih ju bo vodstvo misije v Tbilisiju razporedilo v kraj Zugdidi v zahodnem delu države. Misija zaenkrat šteje v celoti nekje okrog 150 opazovalcev. Povečanje, zmanjšanje, o tem se še trenutno razpravlja in tudi rok trajanja misije je zaenkrat predviden samo do septembra. Sodeloval sem v misiji na Kosovo, UNMIK, kjer sem opravljal nalogo v enoti za varovanje isto. Odločil sem se pa za to misijo, ker imel sem namen sodelovati še v kakšni in v tem trenutku je to ta. Se pravi, enako kot kolega, za mano že ena misija, tudi na Kosovo, se pravi SEAUPOL UNMIK. Upravljal sem različne službe, drugače kot tukaj v Sloveniji. Nekaj časa, se pravi, vse na nivoju, če potegnemo vzporednico Generalne policijske uprave, se pravi, najprej v pisarni oficirja za napredovanje in razvoj policije, kosovske policije, potem pa v pisarni se pravi, rečemo, direktor osebja, če potegnemo vzporednico, ali pa kadrovska služba, SEAUPOL. Se pravi, v Gruziji bo pa spet upravljala čisto drugo delo, kot ga upravlja v Sloveniji. Verjetno bo to zelo zanimiva izkušnja. Več pa lahko poveva po sodelovanju v misiji. Kaj pa, koliko je finančni faktor tukaj odločilen, ker seveda verjetno plača bo večja kot v Sloveniji, seveda je tudi tveganje večje, da pomote, ne, ampak vseeno. Ja, sigurno, da je vsaj pri meni osebno, glede na to, da imam družino. Da je to en od faktorjev, ni pa edini, ne. Verjetno bolj za družino, kot za mene. Kako poveste približno, ne vem, kakšna bo vaša plača? Ne odvisno od dela, verjetno, ne? Odmoče vi, kako se potem plača? Plače v mirovnih misijah se formirajo v bistvu po istih pravilih kot javnim uslužbencem doma. Osnova se določa v skladu s plačnim razredom, katerega uslužbenec ima doma. Dodatki, ki pripadajo k plači, se pa potem določajo glede na območje, kjer poteka misija v skladu z klimatskimi razmerami in pa seveda oceno ogroženosti, ki je določena za tisto območje. Tako da je težko govoriti na splošno. Ampak gre za podobne vsote kot ima vojska? Pri njih je znano, da ima recimo od 3 do 4 tisoč evrov. Ja, bi rekel, zelo na grobo bi lahko rekli, da gre za dokaj podobne vsote. Je kaj strah? Ja, verjetno bi bilo, jaz sem sebe govorim, verjetno bi bilo narobe, če bi rekel, da ne, potem bi bil že normalno. Sploh zaradi tega, ker imam svojce tukaj, je pa to tisto, bom rekel, zdrava mera.